Dobrodošli na letošnjem prednovoletnem sprejemu Kemijskega inštituta, kjer smo se letos zbrali, da bomo počastili mladost in mlade znanstvenike. Ti so v zadnjih nekaj letih s predanim in trdnim delom, s svojimi odličnimi raziskovalnimi dosežki prispevali v slovensko in s tem tudi v svetovno zakladnico znanja. Danes že 10. podeljujemo Preglove nagrade za najboljša doktorska dela z področja kemije in sorodnih ved. Letos nas še posebej veseli dejstvo, da se je v letošnjem letu na razpis odzvalo rekordno število mladih znanstvenic in znanstvenikov. S podelitvijo nagrad in plaket doktorandom, ki so končali doktorski študij v letošnjem letu v raziskovalnih laboratorijih Kemijskega inštituta, bomo tako počastili mlade kolegice in kolege, ki predstavljajo prihodnost Kemijskega inštituta in drugih slovenskih inštitucij znanja, slovenske znanosti kot take in s tem tudi naše celotne družbe. Osnovne raziskave so temelj dejavnosti na Kemijskem inštitutu. Razkrivamo skrivnosti narave, ustvarjamo nove materiale in jih poskušamo spremeniti tako, da bi bili uporabni v vsakdanjem življenju. S predanim delom naših kolegic in kolegov dosegamo izjemne znanstvene dosežke, zaradi katerih postajamo vse bolj prepoznavni v svetu. Tudi v letošnjem letu beležimo nekaj zelo lepih in odmevnih znanstvenih dosežkov. Teh seveda ne bi dosegali, če ne bi skrbeli za dobro opremljenost naših laboratorijev in usposabljali sodelavce za delo z najboljšo raziskovalno opremo. Edino na tak način lahko sodelujemo tudi z inovativno domačo in tujo industrijo, ki išče predvsem odličnost v raziskovalnem delu. Eno od pomembnih ciljev Kemijskega inštituta je prenos novega znanja v družbo s poudarkom na delu z mladimi in sodelovanju z gospodarstvom. Na račun sodelovanja z industrijo ustvarjamo okoli četrt letnih prihodkov. Sodelovanje s slovenskim gospodarstvom je tradicionalno dobro, ker izstopa predvsem sodelovanje s farmacevtskimi podjetji in nekaterimi podjetji kemijske industrije. Še posebej pa veseli dejstvo, da so nas v zadnjih nekaj letih odkrila nekatera najbolj pomembna tuja podjetja, avtomobilske industrije, nanobiotehnologije, farmacije in še nekatera druga. Kljub temu, da so sodelovanja s temi podjetji po obsegu še sorazmerno nizka, je to znak, da smo na pravi poti in da moramo še bolj skrbeti za odličnost v raziskavah, za podmladek in za sodobne vrhunsko opremljene laboratorije, ker edino to garant za naše uspešno sodelovanje z industrijo v prihodnje. Zavedamo se, da imamo na področju prenosa tehnologij in znanja v gospodarsko okolje še priložnosti za izboljšave. Zato smo tudi pripravili pričujočo knjižico, kjer so predstavljene naše najpomembnejše aktivnosti glede sodelovanja z gospodarstvom in nekaj najbolj obetavnih patentov, ki bomo v prihodnosti tržili v Sloveniji in v tujini. Z drugimi raziskovalnimi inštitucijami si prizadevamo za sistemsko financiranje prenosa znanja v gospodarstvo, ki bi bilo stimulativno za vse deležnike, tako nas, raziskovalne organizacije, kot gospodarske družbe. Ravno tu vidimo, da so še mnogi izzivi in rezerve. Ena od možnosti prenašanja znanja, tehnologij in izdelkov na trg je ustanavljanje odcepljenih novih podjetij, kjer je potrebno imeti dobre ideje, drznost, pogum, da se stopi na to pot podjetništva. Verjamem, da to v okviru Kemijskega inštituta vse imamo in da bomo v prihodnosti tudi v tej smeri razmišljali. Za vzpodbudo nam in današnjim mladim znanstvenim sodelavcem se nam bodo zdaj nakratko predstavili mladi podjetniki podjetja Genialis, ki so išli iz slovenskega akademskega okolja in so v kratkem času dosegli zelo lepe uspehe na področju sorodnih delovanja nekaterih laboratorijev na Kemijskem inštitutu. Besedo bi zdaj predal Klemenu Hrovatu, ki nam bo predstavil izzive pri ustanavljanju takšnih podjetij. Prosim. Lep pozdrav v mojem imenu. Hvala organizatorjem za povabilo, da lahko predstavim na kratko našo zgodbo od samih začetkov in do tam, kjer smo danes. Zgodba se je pravzaprav začela s prihodom slovenske industrije, podjetja LEK, ki je pristopil do laboratorija za bioinformatiko na fakulteti za računalnično informatiko. Laboratorij kot raziskovalna inštitucija se ni želel ukvarjati s profitno dejavnostjo, pojavila pa se ideja, češ fantje, pa pejte delati podjetje, vse je lahko. Tako se je rodil Genialis. Štartali smo v letu 2013 kot ideja prenosa tehnologij iz raziskovalnega v industrijsko okolje s fokusom na bioinformatiko. Preden nekoliko več povemo o naši sami zgodbi, mogoče nekaj idej, zakaj pravzaprav delati svoje podjetje, kot so spodbude vsem mladim tukaj. Dejstvo je, da vsi iščemo nove izzive in to je idealna priložnost, kako poskusiti nekaj in najti ogromno izzivov. Gre za to,
da si lahko sam svoj šef. Delo v mladem kolektivu, ki je hkrati majhen, omogoča zelo domače vzdušje, kjer se vsi precej dobro poznamo. Prav tako lahko od samega začetka oblikujete celotno kulturo in delo v podjetju. Nekaj nasvetov mogoče preden začnete kar tako iz nič svoje podjetje. Vsi pravijo, ja, fino je imeti vizijo, postaviš in greš tja. Recimo, gremo na Luno, pa pojdimo. Morda vendar ni tako enostavno. Konkretno je predstavil v našem primeru, kaj vse je potrebno narediti, koliko truda je potrebno vložiti, da dejansko lahko izoblikujemo vizijo, ki bo držala nekaj let. Priporočljivo se tudi v začetku pogovoriti o sistemu delovanja, o sistemu samega dela v podjetju, kako bomo plačevali ljudi, kakšne si želimo plače, na kakšen način želimo delati, ker pa v začetku štartamo iz nič, je fino imeti neko idejo, od kje bo začetni denar prišel. Kaj pa so dejansko bili naši izzivi na začetku? Definitivno to, da smo vsi praktično začeli direktno iz fakultete, se pravi nič izkušenj v industriji. Praktično smo se vrgli v prepad in upali, da na poti zgradimo avion. Definitivno smo imeli do neke mere pomanjkljivo znanje bioinformatike, a imeli smo zelo močno znanje iz računalništva, saj izhajamo iz fakultete za računalništvo. V neke mere nas je teplo tudi nepoznavanje kupcev, saj če ne poznaš industrije, težko poznaš tistega, ki bo tebe kupil. Dejstvo je, da smo začeli z idejo produkta, prodajali smo se pravi vizijo in ne produkta, kar tudi nekako ni bilo v pomoč pri takošnjem pridobivanju financiranja. Stvar, ki se definitivno nismo zavedali, je koliko dela je potrebnega za administracijo. Praktično ena oseba se mora poln delovnik ukvarjati samo administracijo, predvsem, ko stvar raste. Kaj pa bi nam najbolj olajšalo delo, bi bilo, da bi nekdo prišel do nas, nam povedal, kaj moramo narediti, da bomo uspeli, ampak to tako ne gre. Po drugi strani pa, to je čas, zakaj delati svoje podjetje. Glede na to, da predvidevam, da vas je večina danes iz akademskega okolja, mi dovolite, da na kratko opišem razliko med akademskim in industrijskim okoljem, kot ga vidimo mi. Dejstvo je, da nič ni zastonj, tudi delo ljudi ne. Treba se zavedati, da na globalnem trgu moramo reševati probleme ljudi, sicer oni niso pripravljeni plačati nič. Stvari so zelo zanimive za igranje, za poskušanje, dokler so zastonj. Ko je treba nekaj plačati, se velikokrat zakomplicira, velikokrat tudi ustavi. Dejstvo je, da v akademskem okolju za naše poglede se premalo časa namenja marketingu in prodaji. Tega je v podjetju definitivno veliko. Samo delo v startup podjetju zahteva od udeleženih veliko prilagajanja in konstantno napetost iz dneva v dan. Nekoliko da osvetlim, kaj to prilagajanje pomeni. Tukaj je zelo hiter pregled faz, skozi katere smo kot podjetje šli. In naj se navežem na tisto prvo misel, kako lahko je reči, naredimo si vizijo in pojdimo nekaj. Vsaka izmed faz praktično pomeni do neke mere spremembo vizije, spremembo načina delovanja in iskanja svojega prostora pod soncem. Tukaj je nekoliko drugačen prikaz. Prikaz produktov, ki smo jih podjetje že poskusili, kot vidite, kar nekaj smo tudi že zaključili, ker enostavno nismo našli trga za njih. Nekaj pa uspešno nadaljujemo. Da vse ni tako težko, naj predstavim rast našega podjetja. Začeli smo v februarju 2014 in do danes imamo zaposlenih 15 ljudi. A kljub vsem izzivom, kljub vsemu, kaj počnemo, se vselej vračamo do nekih enakih vprašanj tekom celega obdobja. Vedno se nam pojavlja iskanje poslovnega, skalabilnega modela, ki bo na dolgi rok vzdržno. Rast ekipe predstavlja velik izziv, saj je naša ideja, da vsak, ki se pri nas zaposli, paše v zgodbo, smo se zastavili na začetku. Ker smo mladi, vsi praktično 30 plus minus 5 let, imamo do neke mere pomanjkanje referenc na globalnem trgu, a to se s časom definitivno izboljšuje. Čeprav veliko časa namenjamo preživetju na trgu, si ne želimo zapustiti inovativnosti, ki mislimo, da je vodilo na svet. In če želimo v neki točki imeti vizijo in do tja priti, je definitivno potrebno veliko časa nameniti usklajevanju celotne ekipe z vizijo.
Zdaj pa mi dovolite še na kratko dejansko opišem, kaj Genialis pravzaprav dela. Opisal bom kratko zgodbico o raziskovalcu, ki se sreča z bioinformatiko. Zgodbica bazira na naših izkušnjah iz vseh projektov, ki jih delamo, vi pa presodite, ali se v zgodbici najdete ali ne. Raziskovalec se srečuje z ogromno količino podatkov. Novi podatki, nove tehnologije, ekstremno veliko podatkov. Kam vse te podatke dati? Letijo dnevno preko maila, preko serverjev, preko prenosnih diskov. PhD študent zaključuje svoj doktorski študij. Postdoc raziskovalec se mu izteka projekt. Vsi bodo šli ven iz laboratorija. Kako zagotoviti, da bomo čez nekaj časa dejansko še razumeli njihov način dela? Kako so podatke obdelovali? Kako in če sploh kdaj bomo še lahko razumeli in ponavljali njihove raziskave? Raziskovalci velikokrat imajo pomanjkanje poznavanja Linux okolja. Bojijo se črnega zaslona. Ne vejo, kako uporabljati state-of-the-art orodja, ki so na voljo in jih kolegi v tujini uporabljajo. Tudi če imajo znanje, kako obdelovati podatke, pa se velikokrat pojavi problem infrastrukture. Ogromne količine podatkov zahtevajo boljše računalnike, boljše zmogljivosti teh računalnikov. Žal pa so raziskovalci velikokrat prepuščeni na svoje lastne prenosne računalnike. In tudi, če imamo znanje, kako podatke obdelati, imamo infrastrukturo, da jih obdelamo, se velikokrat znajde raziskovalec pred situacijo, ko imamo stotine tekstovnih datotek. Kaj z njimi? Kaj vsa ta količina obdelanih podatkov pomeni? Kako jih vizualizirati? Kako najti nek smisel? Priti do objave, priti do ideje, kako naprej v razvoju. Vse te rešitve rešujemo mi. Ideja je, da do potankosti razumemo biologa, kaj so vaše potrebe in kako lahko mi z našim znanjem pomagamo. Razvijamo programsko opremo, ki je fokusirana na biologe. Za konkretne aplikacije in implementacije, ki smo jih sedaj že naredili, me lahko kasneje najdete ali pa se dogodimo za kavo. Z veseljem. Poleg razvoja programske opreme pa delamo tudi biobench delavnice, ki so bioinformatske delavnice namenjene mladim raziskovalcem ali nekoliko starejšim, ki se srečujejo z bioinformatiko, a jih je strah tistega črnega zaslona. Hvala za pozornost. Hvala lepa za te besede. Zdaj pa besedi povabil časno glas magistra Bruček Zakošek. Spoštovani direktor Kemijskega inštituta, cenjeni kolega, profesor dr. Gregor Anderluh, gospod Klemen Hrovat, koliko razumem tudi danes na nek način častni gost, spoštovani nagrajenci, visoki gostje in seveda vse gospe in gospodje, lep dober večer. Veseli me, da sem danes kot predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko prisotna na tem svečanem dogodku, ki zame osebno pomeni upanje in pa zaupanje, da se vez med znanostjo in gospodarstvom lahko in zmore krepiti bolj. Z gotovostjo pa prav gotovo lahko trdim, da je znano, da je Kemijski inštitut v Ljubljani na področju kemije in sorodnih ved vodilna raziskovalna inštitucija tako v regiji kot tudi svetovno prepoznana, s posebnim poudarkom na prenosu znanja na gospodarstvo že danes. Na eni strani prihodke ustvarjate s prenosom inovacij v gospodarstvo, na drugi strani pa si skupaj z drugimi raziskovalnimi inštitucijami nedvomno prizadevate, da bi dosegli neko sistemsko pot financiranja tega prenosa znanja tako z inštitucijami, ki to danes že delajo in pa seveda tudi tistimi, ki to pot še iščejo. In to na ministrstvu vsekakor cenimo. Ko Slovenijo primerjamo s tehnološko bolj razvitimi državami na področju inovativnosti, tudi v gospodarstvu, lahko rečemo, da smo kot narod zelo inovativni, da pa mogoče pri prenosu raziskav in znanosti vendarle imamo še kar nekaj prostora v tem sodelovanju. Tega se zelo zavedamo. Ena izmed ključnih nalog tako našega Ministrstva za gospodarstvo, kot tudi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da v bistvu iščemo pot za premoščanje teh vrzeli, za povečanje sodelovanja med raziskavami in pa samim delom in tako iščemo čim večjo povezanost med institucijami znanja in gospodarstvom oziroma industrijo.
Če pa Slovenija želi zgraditi to inovativno gospodarstvo, kot mu radi rečemo, in to je zapisano v mnogih deklaracijah in strategijah, mora biti ključen cilj, kako to pognati. Nedvomno potencial imamo, zdaj potrebujemo še znanje, moč in pa tudi pogum. Dejstvo je, da namreč nismo še vedno ne izgradili idealne, celovite politike in sistema, ki bi temeljil na nekem sistematičnem sodelovanju. Tako v novi finančni perspektivi skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, kot veste, bomo spodbudili dobre projekte s povezovanjem znanosti in gospodarstva na ključnih področjih, prepoznanih v tako imenovani strategiji pametne specializacije. Tako bomo s strateškimi inovativnimi partnerstvi, katerega verjamem, da kakšni boste del tudi vi, v bistvu vzpostavili učinkovite povezave med znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in seveda tudi razvojnim delom gospodarstva in potem skupaj iskali pot k produktom, ki jih je uspešno potrebno postaviti na trg, tržiti in s tem tudi spodbuditi gospodarsko rast. Tako z načrtovalnimi instrumenti seveda želimo doseči nek celosten in strateško usmerjen pristop, ki bi se uveljavil tudi v prihodnosti, zdaj v okviru finančne perspektive, kasneje pa seveda tudi kot ena standardna pot sodelovanja. Jaz verjamem osebno, da je to tisto, kar Slovenija danes najbolj potrebuje, da lahko gremo po poti rasti gospodarstva in s tem tudi družbe naprej. V petek smo tako predstavili ta sveženj ukrepov, verjamem, da je tudi kdo iz vašega inštituta tam bil. Skratka, želimo si spodbuditi znanost, razvoj in pa gospodarstvo, da več gresta po poti naprej, tako kot je mladi kolega recimo en primer predstavil tudi danes. Zdaj, kaj bo Ministrstvo za gospodarski razvoj ponujalo v tem programu, je, da predvsem podporo eksperimentalnemu razvoju v podjetjih ali pa skupinah podjetij, med katerimi so raziskovalne inštitucije seveda tudi, vse do prve proizvodnje. Torej, prva proizvodnja, s katero pa potem to gospodarsko aktivnost želimo spodbuditi. Zdaj za podjetja kemijske, farmacevtske, gumarske, živilske in ostalih industrij, ki se danes že povezujejo z vašim inštitutom, pa verjamem, da je priložnost tudi v zelenem gospodarstvu oziroma tako imenovanem krožnem gospodarstvu. To je v bistvu ena ključnih usmeritev te finančne perspektive, tudi Evrope. Tukaj potrebujemo res preboj na področju znanosti in tehnologije, posebej na kemijskem področju, in bo usmerjen v inovativne izdelke, ki ostajajo uporabni tudi potem, ko so v bistvu svojo življenjsko dobo osnovnega izdelka že doživeli. Posebej spodbudno je, da na Kemijskem inštitutu pri svojem delu ogromno pozornosti namenjate mladim raziskovalcem. Skladno s poslanstvom in vizijo, ki jo je gospod direktor že omenil, torej motivirate podiplomske študente in vsako leto podeljujete Preglove nagrade. In naj zaključim, da je znanje, ki ga ustvarjajo raziskovalci, razvojniki, tako v inštitucijah znanja, kot tudi nenazadnje v podjetjih, tudi tam jih imamo kar veliko, da je to osnova za preboj. Za preboj, za razvoj, za gospodarsko rast in nenazadnje tudi za uspešnost naše družbe. Verjamem pa, da bo ta preboj dosežen ravno zaradi ljudi, ali pa še bolje rečeno z ljudmi, kot ste vi, ki se na odzive sodobnega časa odzivate pravočasno. Še več, jim sledite oziroma ste kreatorji teh izzivov in kolikor vem, je Kemijski inštitut prav vzor vsemu temu. In dovolite mi, da v imenu ministra za gospodarstvo, gospoda Zdravka Počivalška, seveda v svojem lastnem imenu sodelavcev, posebej čestitam vsem današnjim nagrajencem oziroma dobitnikom Preglovih nagrad za posebna doktorska dela. Novo nastajamo v podjetju Genialis, pa vsekakor še naprej želim, ker vidim, da ta pot že poteka, ugodno poslovno okolje, veliko pogumnih korakov, predvsem pa uresničitev vaše vizije, ki ste si jo zadali na svoji poti in da svoje znanje kar se da najbolje unovčite. Zdaj, vsem ostalim tukaj zbranim, ki verjamemo v moč povezovanja, želim veliko korakov v razvoju, v povezovanju, sodelovanju naprej, predvsem pa zelo lep večer. Hvala. Spoštovani,
Na našem prednovoletnem sprejemu tradicionalno s podelitvijo priznanj počastimo doktorje znanosti, ki so doktorirali v letošnjem letu in so raziskovalno delo za svoje dizertacije izvedli na Kemijskem inštitutu pod vodstvom mentorjev ali somentorjev Kemijskega inštituta. Teh je letos 20, vsem iskrene čestitke, želim jim tudi mnogo uspehov v njihovi nadaljnji poti ali podjetniški ali znanstveni. Vsi se žal niso uspeli udeležiti današnje prireditve, tako da bom poklicala le tiste, ki so tukaj z nami. Medtem, ko jih bom prosila, da se mi pridružijo na odru, da si lahko na zaslonu ogledate naslove doktorskih del, laboratorije Kemijskega inštituta, kjer so delovali, njihove mentorje in somentorje. Tako da bi zdaj pa kar začeli s podelitvijo. Doktorica Velišček, doktor Velišček Žiga. Doktorica Urška Zelenko. Doktorica Lapornik Vida. Doktorica Horvat Maša. Doktor Miha Grinc. Doktor Pavšič Andraž. Doktor Smole Anže. Doktor Mitja Linec. Doktor Rok Martinčič. Doktor Rok Gaber. Zelo smo bili veseli, ker se je letos kar 15 kandidatov prijavilo na razpis za Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo. Kakšen dober teden nazaj smo lahko uživali v odličnih prezentacijah njihovih rezultatov, doktorskih del, tako da verjamem, da je imela komisija zelo težko delo, kajti podeli lahko največ 3 nagrade. Članov komisije, ki jih vidite na zaslonu, se v imenu znanstvenega sveta najlepše zahvaljujem za skrbno upravljanje delo in po glasbenem predahu nam bo predsednik komisije dr. Goran Dražič razglasil letošnje nagrajence. Spoštovani gostje, dragi kolegice in kolegi, veliko čast mi je poročati o delu komisije in smo težko delo, 15 kandidatov se je prijavilo. Preglove nagrade za vrhunska doktorska dela se imenujejo po kemiku slovenskega rodu, Friedrichu Preglu, ki je bil rojen v Ljubljani in je dobitnik Nobelove nagrade leta 1923. Komisija je pretehtala vse javne vloge ter analizirala predstavitve kandidatov, njihove objave in njihove citate. Upoštevala je predvsem izvirnost objave v vrhunskih revijah in nakazovanje nadaljnjih smeri razvoja na posameznih področjih, vpliv doktorskega dela na širšo družbo.
Enotni smo, da se v letu 2015 podelijo 3 Pregler nagrade za vrhunska doktorska dela z področja kemije in sorodnih ved. Prva nagrajenca je dr. Mojca Simčič. Delo fenotipske in genetske značilnosti cikastega goveda. Namen doktorske dizertacije, ki vsebinsko sega na področje biotehnike ter molekularne genetike in biotehnologije živali, je bil z različnih vidikov proučiti cikasto govedo kot edino slovensko avtohtono pasmo govedi. Z analizo lastnosti zunanjosti je avtorica dokazala, da nanje vpliva več dejavnikov iz okolja, kar bi lahko povzroči nepravilno razvrstitev živali v ustrezen tip. Kot prva je ocenila delnostni delež zunanjih lastnosti pri cikastem govedu, ki jih je uporabila tudi za genetsko vrednotenje. Tako ocenjene plemenske vrednosti omogočajo pravilnejšo razvrstitev živali v ustrezen tip, kar se lahko uporabi za učinkovitejšo selekcijo populacije z vidika ohranjanja avtohtonih lastnosti. Z genetsko karakterizacijo na osnovi različnih genetskih označevalcev je kot prva dokazala, da je cikasto govedo avtentična slovenska avtohtona pasma in našla možnost za reševanje avtohtonega genetskega ozadja. V skladu z novo klasifikacijo pasem, na osnovi genetske raznolikosti, geografske bližine in zgodovine pasme je bilo cikasto govedo prvič razvrščeno v skupino centralno evropsko govedo in podskupino centralno-vzhodne pasme. Cika bo na podlagi genetske karakterizacije kot avtentična avtohtona pasma tudi prvič predstavljena v novi enciklopediji pasem govedi, ki jo pripravlja na Univerzi v Lincolnu v Veliki Britaniji. Cika je slovenska kulturna dediščina, edinstven genetski vir, ki si tudi na podlagi novih ugotovitev doktorskih dizertacij zasluži primeren način ohranjanja. Komisija se strinja, da je ta doktorat prinesel veliko novih in inovativnih znanj na področju karakterizacije ogroženih genetskih virov in pokazal na pristop, kako se na znanstveni strokovni način lotiti reševanja ogroženih vrst in širše ohranjanja kulturne dediščine. Avtorica ima objavljenih 15 člankov, kot prva iz doktorskega dela 2, objavljena v revijah, ki so za to področje zelo cenjene. Poleg tega je njeno delo podlaga za uvrstitev te pasme kot avtentičnega genetskega vira v novi enciklopediji pasem, kar je nedvomno izjemen uspeh, saj je to našo avtohtono vrsto postavilo na svetovni zemljevid pasem. No, samo želimo si, da bi takih uvrstitev avtohtonih vrst bilo še več, kot smo slišali na razpravi ob vašem predstavitvi, naslednje bi bilo tako pšenično goveda. In še enkrat v imenu komisije čestitam za. Spoštovani gospod direktor, spoštovani gospod predsednik komisije, spoštovani gostje, najprej bi se vam rada iskreno zahvalila za nagrado. Veliko čast mi je, da ste moje delo prepoznali kot izjemno, ker ne prihajam s področja kemije. Hkrati bi se rada zahvalila mentorju in somentorju, da ste mi omogočila, da sem lahko tako obsežno delo naredila, sta verjela vami in zaupala, da bom zadevo izpeljala do konca. Hvala tudi vsem 3 delovnim mentorjem v tujini. Hvala kolegom na oddelku za zootehniko, kateri ste prispevali vsak majhen delček v moj veliki mozaik. Hvala lepa. Naslednji nagrajenec je dr. Anže Smole, umeten genski regulatorni sistem za zaznavanje in zaviranje vnetja s protivnetnimi proteini v sesalskih celicah. Namen doktorske dizertacije je bil z uporabo orodij sintezne biologije in poznavanje imunskega odziva razviti umetni genski regulatorni sistem za zaznavanje in zaviranje vnetja s protivnetnimi proteini v sesalskih celicah.
Vnetje je fiziološki odziv, ki varuje organizem pred škodljivimi dražljaji, vendar pa pretirano ali neustrezno uravnavano vnetje lahko povzroči številne zdravstvene zaplete, kot so na primer vnetna črevesna bolezen. Tovrstne bolezni se trenutno najbolj učinkovito zdravi z biološkimi zdravili, ki zavirajo delovanje vnetnih citokinov. Ta zdravila je optimalno uporabiti takoj v začetku vnetja, po drugi strani pa ne smejo povzročiti dolgotrajnega zaviranja koristnih vnetnih reakcij. V doktorskem delu je nagrajenec razvil izvirno in izjemno kompleksno protivnetno napravo, osnovano na genetsko spremenjenih sesalskih celicah, ki samostojno zaznava vnetne procese v telesu in ob prisotnosti vnetnega signala sproži terapevtski odziv. Napravo sestavljajo 3 funkcionalni moduli, senzor, ojačevalec in efektor in 2 podporna modula, modul inducibilni izklop in modul prak, ki zniža prepuščanje sistema. Združeni natančno uglašeni moduli omogočajo zaznavanje vnetja ter posledično sproženje terapevtskega odziva. Terapevtski odziv predstavlja stabilno izražanje kombinacije protivnetnih proteinov na osnovi vnetnega signala. Mikroenkapsuliranje sesalske celice, zgrajeno proti vnetno napravo, je avtor stavil trebušno votlino v miši in dokazal zmanjšanje bolezenskih znakov pri vnetno povzročenem vnetju črevesja. S tem je predstavil možnosti in dokazal učinkovitost novega sintezno-imunološkega pristopa za avtonomno protivnetno terapijo. Poleg razvoja protivnetne naprave se v okviru doktorske dizertacije nagrajenec ukvarjal tudi z drugimi vidikom modulacije imunskega in vnetnega odziva in sicer z aktivacijo prirojenega imunskega sistema z namenom razvoja novih adjuvantov za pripravo modernih cepiv za zdravljenje rakastih obolenj. Dr. Anže Smole so avtor 3 člankov v uglednih revijah, kot prvi avtor, prav tako je prvi avtor članka poslanega v objav prestižno revijo Nature Communications. Komisija je na osnovi predloženih dokumentov in predstavitev ocenila, da je doktorsko delo izjemno prispevek znanosti na področju sintezne biologije, nagrajenčeva odkritja in pristopi nakazuje nadaljnje smeri razvoja diagnostike in zdravljenja različnih, predvsem avtoimunih bolezni. Lep pozdrav vsem in najlepša hvala gospod direktor in gospod predsednik komisije, seveda celoten Kemijski inštitut, za to izjemno čast prejeti to prestižno nagrado. Zahvaljujem se seveda tudi komisiji za zaupanje in zahvaljujem se svojemu mentorju, profesorju dr. Romanu Jerali, vsem sodelavkam, sodelavcem in pa seveda svojim prijateljcem in prijateljem in pa svojim najbližjim. Hvala lepa. In kot tretji nagrajenec je Rok Gaber za delo, doktorsko delo, uporabo sintetičnih DNA vezavnih proteinov za procesiranje informacij in usmerjanje procesov v bioloških sistemih. Doktorsko delo se uvršča na področje sintezne biologije, ki združuje biološke, kemijske in inženirske pristope, v katerih spremenimo delovanje celic na način, da upravljajo neko novo koristno funkcijo. V doktorskem delu nagrajenec uporabil modularne DNA vezavne proteine kot orodje za pospešitev metabolnih poti v živih organizmih in za uvedbo novih signalnih poti v človeških celicah tako, da so izvajale osnovne računske operacije. Zelo pomembno področje biotehnologije je heterogena produkcija biološko aktivnih molekul, kot so antioksidanti, antibiotiki, vitamini, aminokisline, naravne arome in številne druge molekule v industrijsko pomembnih organizmih. V prvem sklopu nagrajenega doktorskega dela je avtor bakterijo Escherichia coli vnesel rastlinske gene, ki kodirajo encime za izdelavo močnega antioksidanta resveratrola. Encime je na genetskem nivoju spremenil tako, da jih je povezal DNA vezavni proteini na osnovi cinkovih prstov. Takšni kompleksi so se nato vezali na DNA molekulo, kar je v notranjosti produkcijske celice povzročilo združevanje encimov v multiencimske skupke. S takšnim znotrajceličnim združevanjem encimov, kompleksne, je nagrajenec dosegel 500% povečanje produkcijo resveratrola in v enakem času iz enake količine surovin v primerjavi s kontrolnimi produkcijskimi organizmi, v katerih so encimi prosto plavali v citoplazmi.
V drugem sklopu svojega doktorskega dela se je nagrajenec ukvarjal s pripravo človeških celic, ki so izvajale osnovne logične operacije. Ter vsi današnji računalniki se nekako delujejo na osnovi 16 osnovnih binarnih logičnih operacij in prav vseh teh 16 različnih operacij so izvajale tudi gensko spremenjene človeške celice, razvite v okviru tega doktorskega dela. Biološka logična vezja znotraj človeških celic je nagrajenec sodelavci pripravil s pomočjo kombiniranja različnih DNA vezavnih proteinov in promotorjev, ki so bili odzivni na omenjene vezavne proteine. Z opisano raziskavo je predstavil možnost poti razvoja biološkega računalništva. Odkritja obeh sklopov tega doktorskega dela so bila objavljena v uglednih znanstvenih revijah. Nagrajenec je soavtor pri 7 člankih in prvi avtor pri 2, eden od teh je objavljen v vrhunski reviji Nature Chemical Biology. Poleg tega je nagrajenec tudi soavtor enega patenta in 2 patentnih prijav. Na osnovi rezultatov doktorskega dela je skupina pridobila še dodatno mednarodno prepoznavnost na področju industrijske biotehnologije, ki je vodila v skupne projekte s podjetjem LEK in nizozemskim biotehnološkim podjetjem DSM. Komisija ocenjuje, da je doktorsko delo izjemen prispevek znanosti in razvoju biotehnologije in sinteze biologije in vsebuje tako industrijsko zelo uporabne ugotovitve in rešitve, kot tudi vizionarstvo na področju biološkega računalništva. Lep pozdrav. Jaz prihajam iz Kemijskega inštituta in moram reči, da posebno zadovoljstvo predstavlja, kot je nagraditi tvoja lastna inštitucija. Rad bi se zahvalil vsem ljudem, vsem raziskovalcem, nekateri so tukaj na slikah, ki so sodelovali pri nastajanju tega doktorskega dela. Nisem raziskoval sam, nikoli. Rad bi se zahvalil tudi direktorju in pa predsedniku komisije in celotni komisiji, da je prepoznala moje doktorsko delo kot vredno te nagrade. In pa seveda bi se rad zahvalil mojemu mentorju, profesorju Romanu Jerari, ki me je naučil raziskovati vodo čez raziskovanje in v bistvu peljal čez celoten proces nastajanja tega doktorskega dela. Hvala tudi družini, prijateljem in vsem mojim bližnjim. Hvala.